Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer v oddaji Pogovor in pika. Naš nocojšnji gost je minister za infrastrukturo in prostor Zvone Černač. Pozdravljen, gospod minister. Dober večer. Dober večer. Prvo vprašanje, zdi se mi kar precej aktualno glede na redosled dogodkov na vašem ministrstvu. Ste že odločili o pritožbi Marka Jakliča, direktorja Lekarne Ljubljana, o njegovi črni gradnji? No, na ministrstvu je bila ta odločitev že pred časom sprejeta. Sedaj je na potezi na eni strani inšpektorat, na drugi strani pa upravna enota, ki mora ponovno odločiti glede njegove vloge. Po prevzemu ministrstva ste verjetno uspeli narediti bilanco dela. Kako jo ocenjujete v preteklosti? No, primopredajo sva z mojim predhodnikom naredila 11. februarja na soboto. V tistem trenutku je nekako izgledalo, da je stanje drugačno, kot je bilo mesec ali mesec in pol dni kasneje. Vedno je tako, da se po podrobnejšem pregledu stanja ugotovi tudi tisto, česar se na prvi pogled oziroma v primopredaji ne vidi. No, tisto, kar je bilo največje, bom rekel, na nek način negativno presenečenje, je bila stopnja pripravljenosti posameznih projektov na infrastrukturnem področju, predvsem na železniškem infrastrukturnem področju. Negativno zaradi tega, ker je ugotovitev, da večina projektov ni pripravljena do take stopnje, da bi lahko te investicije v okviru te finančne perspektive normalno izvajali. Po pregledu je bilo ugotovljeno, da je bilo iz finančne perspektive 2007 do 2013 na tem področju kohezijskih sredstev, ki so namenjene prometni infrastrukturi, kjer je največji del namenjen železniški infrastrukturi, počrpanih manj kot 10% razpoložljivih sredstev. In druga taka neprijetna ugotovitev je bila ta, da bo potrebno, ne glede na to, da smo že v časovnem zaostanku, določene projekte spremeniti, če želimo ta sredstva uspešno počrpati. V nekaterih primerih pa tudi nameniti ta sredstva za druga področja. Tako da, če povem na enem konkretnem primeru, ki sem ga že nekajkrat omenil, ko sem prevzemal te posle, sem vprašal mojega predhodnika, kateri pa je projekt, ki ga lahko ministrstvo začne naslednji dan. In bilo mi je rečeno, glej, to je pa drugi tir, nova proga Divača-Koper, to je projekt, ki ga lahko začnete v roku meseca dni izvajati. No, kasneje se je ugotovilo relativno hitro, ne kasneje, da temu seveda ni tako, da žal nimamo niti gradbenega dovoljenja na tem projektu, niti okoljevarstvenega soglasja, ni bila še narejena okoljevarstvena presoja, kjer je svoj interes izpostavila Republika Italija, in ni odkupljenih še približno 15% zemljišč, kar pomeni, da bomo lahko s tem projektom v najboljšem primeru začeli v letu 2013. Kako pa kaže z posodabljanjem Slovenskih železnic? No, na tej isti trasi poteka projekt posodobitve te železniške proge Divača-Koper, ki je seveda zelo pomemben za interese Luke Koper. Mi bomo te aktivnosti, kjer je bilo tudi nekaj zapletov v prihodnjem obdobju, pospešili, tako da ne bi bila ta proga posodobljena do leta 2015 in s tem nekako omogočene normalne infrastrukturne potrebe za Luko Koper do leta 2020. Ste že najdeli izvajalca za novi pomol v Luki Koper? Tretji pomol in razširitev preostalih dveh so infrastrukturni projekti, ki so ocenjeni nekje na rang okrog 500 milijonov evrov. Ocena je, da Luka Koper verjetno tako obsežnega investicijskega zalogaja v relativno kratkem času ni sposobna izvesti. Zaradi tega so že v Luki sami stekla prizadevanja za povezovanje s strateškim partnerjem. Interes je zelo velik, moram povedati, tako da se ne bojimo, da ne bi vzpostavili ustreznega razmerja, pri čemer bo zelo pomembno, da vzpostavimo odnos v okviru tega javno-zasebnega partnerstva s partnerjem, ki bo tudi poskrbel za dolgoročno povečanje prometa v Luki Koper, predvsem v tistem delu, kjer gre za čiste pretovore in ki tudi zneskovno oziroma stroškovno pomeni največji učinek za prihodke tega pristanišča. V jesenskem obdobju pa se bodo začela dela na poglobitvi uplovnega kanala, ki ne bi bila zaključena do sredine prihodnjega leta,
kar nam bo v tem prehodnem obdobju omogočilo vplutje tudi večjih ladij, ki se sedaj temu pristanišču izogibajo. Je to prednost zdaj za Slovence ali prednost za Hrvate, ki jim Kitajci delajo, obnavljajo pristanišče tako kot železnico? Zaenkrat Kitajci na Hrvaškem, kolikor sem seznanjen, nič ne počno. Velikokrat preteče kar nekaj časa od besed do dejanj, tako da se bojim, da bo nekaj podobnega tudi v tem primeru. Tudi na našem ministrstvu bi radi čim manj govorili in čim več naredili v prihodnje. Pri teh velikih projektih je potrebno imeti stvari pripravljene do točke, ko jih je mogoče začeti izvajati. In potem mislim, da je primeren čas, da se ti strateški pogovori tudi zaključijo. Drugače se po nepotrebnem prehitro sprožijo prevelika pričakovanja, ki niso dobra. Na vsak način bomo storili vse, da tisto zamudo, ki je bila pridelana v preteklih letih, nadoknadimo, ker je zdaj Slovenija na točki, ko mora pospešiti modernizacijo 5. železniškega koridorja, pa tudi 10. V nasprotnem primeru je velika verjetnost, da nas bo velika večina blagovnih tokov obšla. Je kakšna možnost, da zopet v pregovore vstopijo Nemci? No, vsak partner, ki vidi v povezavi z našimi podjetji svoj interes in pomeni neko dodano vrednost, je seveda dobrodošel. Tako da v tem smislu je mogoče izraziti neko obžalovanje, da se ti pogovori, ki so bili začeti z nemškimi železnicami v obdobju 2006 oziroma 2007, niso na ustrezen način nadaljevali v preteklih 3 letih, da se je ta zgodba zaključila na nek nesrečen način. Zdaj smo pa na točki, ko s takim ali drugačnim povezovanjem zaradi naše prihodnosti seveda ni mogoče več odlašati, ne kar se tiče naše infrastrukture, ne kar se tiče prihodnosti slovenskih železnic. Pokrivate področja, ki so ključna za razvoj gospodarstva, ali vam bo uspelo? No, največji del in največje breme odgovornosti je na tistem delu, ki ni povezan z velikimi finančnimi sredstvi. Vi veste, da se je Slovenija v zadnjih letih nekako znašla v eni čudni pajčevini ujetosti v razne birokratske in drugačne postopke, da je na področju umeščanja objektov v prostor, prostorskega načrtovanja in tudi izdajanja posameznih upravnih dovoljenj situacija slaba. Mi smo zdaj na točki, ko posamezne državne prostorske načrte, ki pomenijo umestitev nekih večjih infrastrukturnih objektov v prostor, nismo sposobni sprejeti ne v 2, ne v 3 letih, tudi ne v 5, ampak v 7 ali 10, kar je popolnoma nesprejemljivo. Ta svet se pospešeno vrti in vkolikor tega ne bomo v letošnjem letu presekali, se bo odvrtel mimo nas dalje. Tako da to je ključna naloga. Mi smo se jo s sodelavci lotili. Moram reči, da je mnogo zahtevnejša, kot sem jaz na prvi pogled mislil, da bo. Vendar sem prepričan, da bomo storili tisto, kar je potrebno, da bomo ta krč presekali in s tem na eni strani omogočili, da se lahko država normalno loteva projektov, ki so pomembni za njen razvoj, in na drugi strani, da se podjetniki in posamezniki, fizične osebe, skratka vsi tisti, ki imajo interes, voljo, želijo nekaj narediti, tudi v teh postopkih znajdejo v neki normalni situaciji, kjer bodo vnaprej na predvidljiv način vedeli, v kakem roku bodo dobili kako dovoljenje, oziroma tudi vnaprej vedeli v znani časovnici, če tega ne morejo dobiti in zakaj ne. Kaj pa občani? Kako boste zagotovili, da bodo vloge občanov v teh zakonitih, zakonsko predvidenih rokih potem tudi izpeljani? No, zdaj na postopku izdaje gradbenih dovoljenj na tem mikronivoju so problemi, vendar niso največji. Na tem mikronivoju stvari dokaj dobro tečejo. Problem je v tistih delih, kjer s prostorskimi načrti lokalnih skupnosti, se pravi občin, umeščanje posameznih objektov v prostor ni pokrito. In največji krt se dogaja ravno na tem področju. In največje breme niti ni na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, ker te postopke nekako še peljemo v nekih normalnih okvirih, pač pa pri raznih soglasodajalcih, dajalcih mnenj
nosilcih urejanja prostora, ki nenormalno vlečejo izdajo posameznih mnenj in soglasij. Tukaj je zelo velik problem na področju varstva narave, na področju voda, na področju okoljevarstvenih presoj in v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje nameravamo te dolge postopke skrajšati. Na drugi strani se nam dogaja zelo velika časovna odmaknjenost pri reševanju posameznih pritožb. Ne samo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, tudi na ostalih ministrstvih. V posameznih primerih ljudje, posamezniki, podjetja na rešitev pritožbe zoper prvostopno odločitev čakajo tudi 80 mesecev, celo leto ali več. Kljub temu, da je v zakonu določen instruktivni rok, da je potrebno v taki vlogi oziroma v taki pritožbi odločiti v 2 mesecih. Predvidevamo spremembo zakona, sicer radikalno spremembo, vendar mislim, da v teh razmerah druge poti ni, ki bo omogočila oziroma ki bo določila, da je potrebno taki pritožbi odločiti v 30 dneh, v nasprotnem primeru se šteje, da je pritožbi ugodeno. Torej, molk strani organov je lahko potem pozitiven odgovor. Ali to pomeni, nekje sem zasledila, da boste legalizirali črne gradnje? Koliko je teh črnih gradenj za dejansko izdati dovoljenja? Jaz mislim, da bomo pravo številko izvedeli šele takrat, ko bomo to določbo uveljavili. Nujno moramo to storiti, zaradi tega, ker je naloga gradbene inšpekcije po moji oceni povsem druga, kot jo počnete trenutno. Zdaj ta gradbena inšpekcija ujeta v neke majhne birokratske postopke, po moji oceni je teh majhnih postopkov več kot 90% in pretežni del časa je posvečen temu. Zmanjka pa časa za prave zadeve, tisto, kar bi nekako inšpekcija morala početi in to v trenutku, ko se zadeve dogajajo. Če nekdo začne z neko gradnjo, ki je v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem, mora inšpekcija priti na tako gradnjo takoj v začetku zadevo ustaviti, ne pa potem, ko je objekt že zgrajen in se dela preko tega škoda, ker tega časa ni, ker je prevelika obremenjenost številnimi majhnimi birokratskimi postopki, seveda tega ni mogoče početi. Na drugi strani primer, ki ste ga prej omenila, karkoli se bo zgodilo v tem razpitem primeru gospoda Jakliča, bo narobe. Če se bo ta objekt porušil, bomo poslušali z njegove strani, da se je to naredilo zaradi tega konkretnega imena in priimka, zaradi političnega ozadja in tako naprej. Če ne bomo naredili nič, če bomo ugotovili, da je imel mogoče v celoti ali pa deloma prav, se jaz vprašam, kaj so potem te službe 7 let počele, da so ta problem zastavljali na tak način. Gotovo je potem odgovornost predvsem tistih, ki so te postopke vodili. Skratka, primer, ki ni dober za nobenega in se ne more odvijati 7 let. V primeru, da se je ugotovilo, da nekaj ni v redu, da je nekaj v nasprotju z veljavno zakonodajo, potem morajo biti postopki zaključeni najkasneje v letu dni, na tak ali drugačen način. Koncesije za vodo so tudi velik problem, pa je, da že leto in pol ni bila izdana nobena. Kako boste to uredili? Področje, ki sicer ne sodi v področje infrastrukture in prostora, ampak kolege ministra za kmetijstvo in okolje, velik problem tudi na tem področju. Mislim, da je eden izmed problemov, ki se ga minister zaveda in ki ga bo prioritetno reševal. Tako kot imamo mi recimo podoben problem na področju izkoriščanja mineralnih surovin, to so številni kamnolomi, peskokopi in tako naprej, kjer je bil zakon o rudarstvu spremenjen v letu 2010 in praktično leto dni se ni zgodilo nič. Mislim, da nobeden od teh, ki so jim potekle koncesijske pogodbe 10 let, ni dobil tega podaljšanja. Skratka, nek problem, ki povzroča gospodarsko škodo na eni strani, na drugi strani pa tudi pomeni zmanjšan priliv v državni proračun. To so, rekel, vse tiste aktivnosti, ki jih moramo v najkrajšem času v letošnjem letu odpraviti, posanirati, zaradi tega, da lahko potem v prihodnjem in naslednjih letih opravimo vse druge strateške zadeve. Kako je z tretjo razvojno osjo? Kdaj bo pripravljena tudi za ta projekt vsa ta dokumentacija? Tretja razvojna os je eden izmed tistih DPN-jev, državnih prostorskih načrtov, ki ima že zelo dolgo brado, o katerih sem prej govoril. Začet je bil v letu 2005 oziroma 2006, sestavljen nekako iz 3 odsekov, severnega, južnega in osrednjega dela.
tudi ti odseki v severnem in južnem delu so razdeljeni na posamezne etape. In časovnica, ki nam je bila pred kratkim s strani izdelovalcev predstavljena, govori, da bomo v nekaterih primerih doživeli zaključek tega umeščanja šele do leta nekje 2015, v severnem in južnem delu pa v približno 2/3 v letošnjem oziroma v naslednjem letu. Tako da časovnica, ne, v tem letu morajo biti ti DPN-ji zaključeni. Tako v tem delu od avtoceste do Velenja, kot v južnem delu na prvem odseku. Pravzaprav vas moram vprašati, kako ste zadovoljni z delom Darsa? Zdaj, če bi jaz dal neko oceno, ne, bi bil takoj kritiziran, da to ni moje področje, češ da je to pač področje dela nadzornikov oziroma nadzornega sveta. Jaz osebno menim, da temu ni tako. Dars je družba, ki je v 100% lasti države. Resorni minister je na nek način soodgovoren za to, kaj ta družba počne in na kak način to počne. In mislim, da je nedostojno in nesprejemljivo in ne bi se zgodilo verjetno v nobeni drugi državi, da če minister, ki je pristojen za področje prometa, odredi, da je potrebno neke moteče cestninske ovire odstraniti, da se na eni strani to ne zgodi tako, kot je bilo odrejeno, in da se na drugi strani uprava te družbe dobesedno dela norca ne samo iz ministra, ampak iz celotne države, predvsem pa norca iz ljudi, ki vsakodnevno, nekateri tudi večkrat, te ceste uporabljajo in ki te cestne ovire predstavljajo neko motnjo v pretočnosti prometa. Na drugi strani je tudi nedostojno, da se povzročajo stroški, ki niso potrebni. Ta družba ima zelo močno PR službo, ima zelo močno pravno službo in kljub temu se naročajo številne storitve pri zunanjih izvajalcih za ne majhne vrednosti. Recimo ta PR storitev, ki je bila na eni strani tudi popolnoma nepotrebna glede teh mitnic, ne bi stala 20.000 evrov skoraj. Da ne govorimo o drugih izjemno visokih stroških, ki pomenijo nepotreben odliv. Na drugi strani pa zmanjšujejo finančno sposobnost Darsa na tistih področjih, kjer bi bilo nujno potrebno peljati aktivnosti za umeščanje novih odsekov v prostor. Tako da sem prepričan, da ima Dars velik potencial, da ima tudi izjemno usposobljene zaposlene, tako na najnižjem kot na najvišjem nivoju, in da potrebuje vodenje, ki bo dejansko delovalo v interesu modernizacije obstoječega avtocestnega omrežja in njegove nadgradnje v prihodnje. Kdaj boste začeli umikati cestninske postaje? No, to je, tako kot sem povedal, ne, trenutno odvisno od volje uprave Darsa. Zdaj te volje, kot vidite, trenutno ni. Vkolikor bi bilo to odvisno od moje volje, potem bi te moteči otoki na tej cestninski postaji Log bili že odstranjeni in v tem obdobju bi se postopno odstranjevali tudi vsi ostali, ki so moteči. Dokončno pa bi seveda bile te cestninske postaje odstranjene v trenutku, ko bo prišlo do uvedbe elektronskega cestninjenja za vozila nad 3500 kg v prostem prometnem toku, kjer načrtujemo prevzem iniciative, tako da bomo vladi predlagali, da ministrstvo pooblasti za izvedbo teh postopkov s ciljem, da se ta projekt izpelje do konca leta 2014 in to na tak način, da ne bo v enkratnem znesku finančno obremenil Darsa oziroma davkoplačevalcev. Dars je prejel tudi negativno mnenje Računskega sodišča. Boste terjali odgovornost uprave? Boste sprožili postopke? To negativno mnenje je že stara zadeva. Glede tega negativnega mnenja so se nadzorniki o odgovornosti uprave še v času, ko je vodil gospod Medved, pogovarjali v preteklem letu. Niso sprejeli odločitve, ki bi bila edino razumna v teh okoliščinah glede na ugotovitve Računskega sodišča, pa tudi glede na samo zahtevo, ki je bila posredovana.
Tako da težko pričakujem od tega nadzornega sveta, da bi sprejel kakršnokoli drugačno odločitev, ne glede na to, da je gospoda Medveda več v tem nadzornem svetu ni. Mislim, da preostali nadzorniki, ki so ostali, razmišljajo približno na enak način, kot je bilo to razmišljanje prej. Gre pa za osebna razmišljanja, ne, ki nimajo nobene zveze za politiko države, vlade ali pa ministrstva na tem področju. Ne. In tukaj se moram tudi jaz vprašati, ne, kakšna je vloga nadzornikov in katera stališča naj zastopajo. Jaz ne vem, čigava stališča zdaj zastopajo nadzorniki v Darsu naših, ne, ministrstva za infrastrukturo in prostor in vlade trenutno ne, se pravi zastopajo svoje lastne, to pa ni naloga nadzornikov. Kaj pa TEŠ? Tudi TEŠ 6 je projekt, ki je bil kar danes, ki je realno dvakrat dražji kot na začetku. Boste tudi tukaj terjali mogoče odgovornost? Bo kdo sploh resnično odgovarjal za kaj takega? No, glede odgovornosti smo te stvari že storili tudi že večkrat, tudi na AUKN posredovali naše ugotovitve. Jaz sem imenoval 15. marca posebno strokovno skupino, ki je temeljito pregledala celotno dokumentacijo in poročilo zaključila konec aprila. Zdaj iz tega poročila izhaja to, kar je v javnosti že znano in ni neka velika znanost, ampak tisto, kar se mi zdi bistveno v teh ugotovitvah, je velik riziko, ki ga ta projekt prinaša, predvsem zaradi tega, ker so še vedno nejasni posamezni finančni elementi te investicije. Kljub temu, da smo mi zahtevali, da se vse te vrednosti zrevidirajo, da se ta vrednost iz tega investicijskega programa 4 približa temu iz 3, kar pomeni, da bi se morala investicija poceniti za okrog 100 milijonov evrov. Ne. Kljub temu, da smo postavili določene pogoje pri izdaji pozitivnega mnenja na zakon, ki ga je vložil poslanec gospod Meh, je stanje sedaj tako, da v tem trenutku ne vemo niti točne vrednosti montaže te opreme. In govorimo o tem, da bo stala montaža od 100 do 200 milijonov evrov. To je nedopustno in nesprejemljivo. Se lahko na kratko, prosim, dotakneva še plinovoda Južni tok? Se kaj ve, kdaj se bo začel graditi? Zdaj, Južni tok je eden izmed tistih projektov, ki pomeni neko strateško priložnost za Slovenijo v prihodnjem obdobju in na drugi strani tudi pomeni nek investicijski potencial v višini približno milijarde evrov, ki se bo dogajal na tem področju. Partnerja, ki sta udeležena v tem projektu, naj bi pri tem sodelovala približno vsak z polovičnim zneskom. Aktivnosti na tem področju potekajo pospešeno, tudi glede umeščanja posameznih tras v prostor. Je pa začetek, potek in končna dinamika projekta v največji meri odvisna od ruskega partnerja. Na zadnjih pogovorih je bil izražen interes, da se ti postopki pospešijo in tudi izražena ambicija, da se prva dela začnejo že v letošnjem letu. Kako preživljate prosti čas, gospod minister? Ja, zdaj v zadnjem obdobju ga ne preživljam, ker ga je bolj malo. Pogrešate poslanske klopi? Jaz moram reči, da se nekako poskušam uživeti v vsako vlogo, vsako poslanstvo. Je pa res, da so ti čevlji, v katere sem vstopil, bistveno bolj zahtevni, kot so poslanski in tudi bistveno manj udobni. Sodelujete z bivšimi kolegi iz poslanskih klopi? Velikokrat. Če je le možnost, se srečamo vsaj enkrat na teden. Je pa tudi kar nekaj priložnosti, še posebej glede na aktivnosti, ki se dogajajo v zadnjem času. Tako da je ta stik s parlamentom stalen in tudi mislim, da je prav, da je tako. Se vozite vsak dan iz Ljubljane v Postojno, tam, kjer ste doma? Vsak dan se vozim, da. Katero glasbo imate v avtu? Kaj poslušate pravzaprav? V glavnem preklopim na eno izmed radijskih postaj. Ste oče 3 otrok, če se ne motim, osnovnošolcev? Ja, ta starejši gre že proti koncu srednje šole.
bo študiral, gre naprej? Zdaj v 3. letniku, prihodnje leto zaključuje. Upam, da bo imel kakšno ambicijo, da še kaj nadaljuje s študijem. Bo pravnik, kot ste vi po poklicu? To pa gotovo ne. Ne? To pa gotovo ne, ker se je usmeril v strojništvo in verjetno bo po tej poti tudi nadaljeval. Kdo je vaš najboljši prijatelj? Pravzaprav, kdo iz stranke SDS je vaš najboljši prijatelj? Glejte, kar se prijateljstva tiče, je zdaj tukaj tista obrabljena fraza že zelo stara, ne, da pravega resničnega prijatelja spoznaš takrat, ko te noben ne pozna in ko si na tleh in ko nihče ne ve zate. In nekaj resnice dejansko je na tem. Jaz moram reči, da pa gojim zelo dobre odnose z številnimi bivšimi kolegi, sedanjimi kolegi, s številnimi kolegi v stranki in izven nje in tudi zelo dobre odnose z kolegi iz drugih strank. Tam seveda, kjer ta komunikacija poteka na neki profesionalni ravni, tako da nimam glede tega nobenih težav. In poskušam tam, kjer se od mene pričakuje določena gesta, ta pričakovanja tudi izpolniti, kolikor je le v moji moči. Kako in kje boste letos preživeli dopust? Še ne vem. Kje ga ponavadi? Še ne vem, tudi ne vem, koliko ga bo. Ponavadi ga preživimo z družino v avtodomu. Zdaj smo zadnjih 5 let vsako leto najeli avtodom in nekako se nas je ta način preživljanja dopusta prijel. Vsako leto spoznamo nekaj novih krajev in verjetno bomo kaj podobnega storili tudi letos. Kje ste vse bili z avtodomom? Že kar nekaj lokacij smo obiskali. Prvo leto, ko smo šli, smo si zadali zelo, zelo veliko pot, ker nismo vedeli, kaj to pomeni, ampak smo bili zelo hrabri in smo v relativno kratkem času prevozili Italijo, Francijo, Španijo, Portugalsko in se srečno vrnili nazaj. Potem smo se 1 leto odpravili na Nizozemsko, 1 leto v Italijo, 1 leto v Francijo, tako da povsod po Evropi, kjerkoli se nam zdi kaj zanimivega, ponavadi pa se zadnji hip odločimo za pot, po kateri gremo. Kaj pogrešate konje? Bili ste tudi direktor Kobilarne Lipica. Kako pravzaprav prepoznaš čistokrvnega lipicanca? Že kar nekaj časa je od tega. Moram povedati, da jaz nisem velik strokovnjak za konje, tudi zaradi tega, ker sem pravnik po izobrazbi, kot ste rekla. Tudi ko sem bil v Lipici, sem upravljal ta poslovni del vodenja kobilarne, strokovni del pa je vodil, takrat je bil strokovni vodja magister Rus. In mislim, da sva imela te stvari dokaj dobro razdeljene. No, edino na eni točki sva se takrat nekako v narekovaju na strokovni ravni razšla in sicer na točki, ko je bilo govora o tem, ali ne ima Lipica v okviru ožjega območja čim več konjev ali samo tisto najboljše, tisto, kar je potencial za naprej. In nekako pol z leti se je pokazalo, da je bila usmeritev laika, ne strokovnjaka, se pravi mene, pravilna in da ta koncept, ki se je začel potem uveljavljati, da tisto, kar ni pomembno in kar ni najboljši potencial, da negujejo rejci izven Lipice, da je prava pot. Tudi tako so počeli v času Avstro-Ogrske, ko je imela Lipica različne manjše kobilarne naokrog, na Bilah, na Prestranku, na Škulah. Tako da to je bila edina točka, kjer sem se jaz recimo spustil na to področje konjereje, drugače sem pa v glavnem skrbel za ta finančno-poslovni vidik. Kdaj ste bili nazadnje v Trstu? Ste iz Postojne doma še hodili? Mislim, se še gre iz Primorske v Trstu šoping po fasungu, tako kot smo včasih nekdaj hodili? V šoping ne več, gre pa se na kakšen izlet. Minister, najlepša hvala za tale pogovor. Tudi vam, dragi gledalci in drage gledalke, zaenkrat bi bilo to vse v naši oddaji Pogovor in pika. Vidimo se zopet prihodnji ponedeljek ob 21. Gledajte nas in nasvidenje.